Jaz rad prvo povedal, Natalija, prvo hvala, da ste me povabili, da lahko delim tudi moje izkušnje z vami, ker to redki tudi želijo narediti. Zakaj? Zato, ker tudi pri sebi nimajo razčiščenih dobro določenih zadev, ali pa nimajo motivacije, ali pa nimajo, bi rekel, neke tiste delitvene vsebine, ki bi tudi jaz lahko želel z vami deliti. Jaz to venomer želim z vsakim deliti. Zdaj, moja delovna doba, bom povedal, je nekje se začela tam spodaj. To pomeni tam spodaj, da sem začel s poklicno šolo. In do zdaj, kjer sem pač izvršni direktor divizije M-tehnike, moje področje je izredno zahtevno, ta tehnična branža je takole enkrat gor, enkrat dol, enkrat počez, po sredini, nikoli ne veš, kje si. Trg je nepredvidljiv. Ampak kaj je bistveno tukaj? Ko je mene uprava potrdila za izvršnega direktorja, sem povedal, da bo moj način dela drugačen. Vsi direktori mi veliko gledamo KPI, ključni kazalniki, vsi bluzimo, gledamo to, ono, tisto, in potem na koncu ugotoviš, da je KPI še vedno slab. Zakaj je slab? Ne vemo, slab je. In kaj sem naredil tukaj? Sam pri sebi, še danes sem ponosen na tisti dan, ko sem se strateško odločal. Kaj bom naredil? Kaj sem naredil? Čisto enostavno, kot da je to izgledalo, ne? Ampak naredil sem pa strateško potezo zaradi tega, ker je ta divizija ena izmed najuspešnejših v poslovnem sistemu Mercator. Enostavno sem pogledal KPI, seveda sem jih pogledal. Pri sebi sem se moral odločiti, to, kar je gospa tudi povedala, tudi Natalija. Kdo je najpomembnejši v procesu? Kdo? Kdo? Bravo. Lahko glasneje govorite, tudi glasneje govorite, ne rabite se bati. Jaz malo naglušen sicer nisem, ampak rad imam, da je to nekak zveni, da to nabija vse skupaj. Točno to. In ko sem to ugotovil, sem se pri sebi odločil, kako bom nadaljeval z njimi delom. Leta 2002 sem prvič prebral Briana Tracyja. Prvič. Zelo mi je bil všeč. In sem že takrat se je temu reklo osebnostni razvoj posameznika. Ukvarjam se psihodiagnostiko, tudi bioenergijo, motivacijo in vsem tem, kar lahko uporabljam, da sebe motiviram, ker morate vedeti, ko boste vi sami motivirani, boste lahko to motivacijo delili. Če boste vi, ne, bodo vsi okoli vas, ne, to morate vedeti. Če vi veste, kar hočete, bo to tudi doseženo. Morate imeti pozitivni pristop, uspešen pristop, deliti to mnenje, pustiti, da vaš sodelavec dela in da tudi dosega uspehe. Nas je 750. Imamo 42 poslovalnic, 8 blagovnih skupin, kateri prodajamo, in še spletno trgovino. In do leta 2015 je bilo to podjetje, samo sabo se ni točno vedel, kaj bi se začelo. Zato, ker tudi direktorji, vodji, vsi ostali niso vedeli, kaj bi samo sabo začeli. A veste, ni kriv prodajalec, kriv je direktor, vodja in vsi ostali. Če podjetje ne gre, sem kriv jaz. In če imate to odgovornost, potem boste tudi pri tem uspešni, zato ker to odgovornost morate pokazati tudi prodajalce. Da ste vi odgovorni, da vi veste, da boste naredili ta rezultat. In nam je to uspelo. Nam je to uspelo. Leta 2015 sem videla z Natalijo, srečava tam nekje, točno ne vem kje, srečala so se, ki se poznava, pa pravi, ti, a veš kaj, a bi mi naredili pri tebi nekaj mystery shopping. Prej je nekdo delal drug, ni še bil mystery shopping čisto. A veste, ko so jaz dobil rezultate na mizo, vse je bilo v redu, super, fajn, vsi prodalci so v redu, samo KPI so bili takšni, da ni bilo nič v redu. A veste, in potem so se odločili, bomo probali. Seveda, Natalija za svojo ekipo to naredi, smo pa to najavili, da bo mystery shopping izveden. Prvič je to bilo, kaj bo zdaj? Zdaj nas bojo ocenjevali, zdaj nas bojo bolj na koncu štraftali, odpustili, vse ostalo. To je bilo prvo. Prvič, ko smo dobili rezultate, so bili katastrofalni, da te glava zapeče. Da smo morali nivoje zniževati, da smo lahko sploh koga pohvalili. A je bilo tako? Evo, tako je bilo. Ampak jaz, ki sem pozitivec, nikoli ne padem pod vpliv nekega strahu, ne vem česa. To sem sprejel in z vsakim posebej prodajalcem
sem se pogovoril. Ko je prišel k meni, a sem odpuščen? Ne. Vidva se bomo pogovorila, kaj bomo naredili, da boste vi boljši. Stanje se je od leta 2015, smo mi začeli delovati pozitivno zaradi teh prodajalcev in zaradi tistih, kateri so želeli biti zraven mene za takšno načilo dela. Bili so tudi odpuščeni, da ne slučajno, mislim, samo rožice, ne. Sadimo pa tulipane, pa lepa barvica, to ne gre. Ker biznis je resna zahtevna zadeva in 736 ljudi, kada 2, 3, 4 je resna zadeva. No, in potem smo imeli drugič, tretjič in so se prodajalci začeli navajati na to. Potem smo tudi dvignili nivo do tistega, da smo prvič dali zvezdo. Zvezdo in to je bilo ponosa, ne morete verjeti koliko. Kaj se nema pa še zraven dogajalo? Zato, da so tisti, na Štajerskem rečemo, ne, temu bili favš te zvezde. To morate tudi vedeti, da ni vse tisto, kar nekdo dobi nagrado, je favšija, pač Slovenci smo takšni, zakaj bi on bil to, veste, kako to gre, ne? In smo te zadeve potem še nadaljevali. Mi delujemo izredno dobro, imamo te zadeve tudi mesečno razvojne dialoge, kjer prodajalec vodi razvoj vseh ostalih prodajalcev, pove, kako sem jaz naredil, kako sem jaz tak kozarec premaknil iz točke A v točko B, da ga nisem rabo premikati, da je sam šel. Karikiran. Moje načelo je, pri meni lahko vsi ležijo. Se sončijo zunaj. Pridem jih tudi namazati z oljem, da jih ne bo peklo. Nimam težav s tem. Ampak številka pa mora biti zelena. Ne? In mystery shopping je tisti, ko ga vi dobite rezultate, ko vam je to podlaga za nadaljni razvoj posameznika. In potrebno je, da se zaposlenim, prodajalcem, sodelavcem to tudi dopusti. Veste, in boste vi uspešni, on bo vesel, družina bo vesela, ker je tukaj večja plača, on bo džek do drugih in bo tudi druge učil. In ponavadi tisti, ki prvi dobijo zvezde, pri nam je, oziroma tukaj, kjer sem, je napredovanje zelo jasno. Zelo jasno. Uspešen človek lahko deli še dalje uspeh. Neuspešen človek ne more deliti uspeh, če sam pa sebi neuspešen. Ampak vi morate prebuditi v njemu tisto načelo, želim biti uspešen in bo da to možno. Mystery shopping je nekaj najboljših, kar se lahko zgodi, vendar morate spet nekaj vedeti. Če vi to priznavate in znate to deliti naprej, boste uspešni. Če vi to ne boste znali deliti naprej, boste neuspešni. In ponavadi je takole, da idi ti to njemu povej, kakšen je bil rezultat. Ne, zato je moja vloga, da se jaz z njim pogovorim in pogovorim se z vsemi ostalimi, tako bo se to treba pogovoriti. Mystery shopping je ena najboljših zadev, kaj se nam lahko zgodila in verjamem, da ste še dalje vztrajali in vztrajate tako dolgo, da bomo en uspeh naredili vsi skupaj kot neka skupina, ki v to verjamemo. Verjeti morate v to. Če v to ne boste verjeli, potem se niti tega ne dotikate, ker je brez veze. Boste samo cize mize, vsemi tja in ne bo uspeha. In bodite predvsem pogumni. Pogumni. To bomo naredili tako. Potem vas bodo tudi cenili. Veste, ti so kaj nekaj popreki, čez poprek nekaj, to ljudje hitro prepoznajo in reče, da to nekaj brez veze. Vi jih morate navdušiti, predstaviti, povedati, zakaj se gre tukaj, da tu ni iskanje krivca, tu je iskanje, kako smo lahko še boljši. Zgodbo iz mojega leta 2002 bomo povedal še, pa bom zaključil, da ne bom predolgi, ker sem že več kot 7 minut, ampak vseeno, imel sem eno gospo, bila je strašna dobra prodajalka. Jaz sem takrat od Brajana Tracyja imel vse video kasete, še včasih bilo, in je bil naslov, če bi pogled ubijal. Ona je bila dobra prodajalka, vse tisto, kar naredila, tisto, kar Natalija pravi. To je to, vse je znulo. Ampak njen pogled je pa bil takšen, da te je slabo postalo. To je bilo, ne vem točno nastaviti, ampak in sem jaz tej gospe dal to kaseto, sem rekel, ne želim žaliti, želim samo to, da vam pomagam. Ona je to kaseto pogledala, a veste, izpremenila svoj nasmeh, videz, okice in je bilo to uspešno. Veste kako, da sem jaz bil tudi vesel, ker je ona tako uspešna. In veselite se tudi z svojimi sodelavci, ko bodo uspešni. Vi se z njim veselite. Pokličite ga, jaz vsakega pokličem, super, čestitam, predstavimo, povemo, dobi eno nagradico, veselite se z njim. Ne to, kar takole, veselite se z njim, zato ker bom to potem razumel kot neko živo materijo, energijo, tisto, kar potrebuje za njegovo nadaljne delo.
Je pa res, ni enostavno, ker kupci so danes takole. Niti sekunde niso isti so. Gremo vsi skupaj, ko mi gremo v trgovino, ne? Če me ne paše, ni vredno, to ni vredno. Sodelujte z njimi, delajte z njimi in jim dajte podporo, tudi takrat, ko bodo naredili kaj narobe, zato ker so to. Edino to je merilo. Zato boste potem tudi vi uspešni. In tudi on bo uspešen. Hvala.